Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Gost tedna. Danes, ko vsi tako hitimo, vse prevečkrat pozabimo nase. Potem pa se hitro pojavi padec odpornosti in nas kakšna viroza za dan ali dva spravi v posteljo. In takrat se spomnimo na sveta naših babic, veš, bezek je pa za vročino, lipa je pa za to, oziroma, ko so dejale, za vsako bolezen rožica raste. Gospa Jožica Bajc-Pivec, dobrodošli v naši oddaji. Se motim ali res drži, da za vsako bolezen rožica raste? Lep pozdrav. Prav nič se ne motite, resnično drži, da za vsako bolezen rožica raste. Jaz bi celo rekla, da za eno bolezen več rožic raste, samo najti jih moramo in poiskati in uporabiti. Najin pogovor so začeli s to modrostjo, seboj pa ste prinesli tudi svoj čaj v ličnem čajniku. Zbirate namreč krožnice in skodelice s posebnim čebulnim vzorcem. Zakaj in kako se je začelo to zbiranje? To zbiranje je v bistvu posledica moje ljubezni do starin. Jaz imam zelo rada starine, staro pohištvo, staro opremo, skodelice, čajnike in od vseh mi je najljubši ta čebulni vzorec. Ne vem, odkot ta ljubezen, v glavnem iščem ga po raznih starinarnicah, antikvariatih, nekaj mi ga prinese svakinja iz tujine. Imam že kar nekaj teh čajnih skodelic, lončkov, potem krožnikov, vrčkov. Računam, da ko bomo uspeli prilagoditi prostor za obiskovalce, da bom takrat jim lahko postregla v teh čajnih lončkih oziroma skodelicah. Poleg keramike pa so vam všeč tudi prtički, nekaj ste jih prinesli s seboj, kako je to krhko, najbrž je tudi zelo staro, ne? Kje ste to dobili? Ti prtički so, jaz jim rečem rešeni prtički, vse so klekljani, meni zelo dragoceni so zato, ker vem, koliko ur, koliko klekljev je treba bilo obrniti, premakniti, da so nastali. Nabrala sem jih po raznih domovih oziroma pri prijateljih, pri sorodnikih, ki jim pač niso nič pomenile oziroma so rekli, da so jim odveč. Jaz jih pa uporabljam pri svojem delu oziroma jih imam tako za dekoracijo. Se mi zdi, da je to neka taka vrednost, tudi en del naše dediščine, ki je potrebno spoštovati. No, najbrž so gledalke in gledalci do tega trenutka že ugotovili, kaj počnete. Ste zeliščarka, zato smo naredili takšen uvod. In me zanima, odkot ste danes prišli v naš studio? Res je, ukvarjam se z zelišči, sem profesionalna zeliščarka. Prišla sem iz Vrat, to je majhna vasica zraven gradu Bogenšperk v občini Šmartno, kjer živim in nabiram rastline in ustvarjam iz njih različne produkte. Seveda pa bomo začeli z vašo mladostjo. Kje ste preživeli mladostna leta? Koliko vas je bilo otrok? Ja, moja mladost je zelo razgibana, bi rekla. Moj rojstni kraj je Zagorica pri Čatežu, kjer smo živeli do nekje do 3. razreda, do 5. razreda osnovne šole, potem smo se preselili z očetom, z družino cela v Čatež pri Trebnjem, kjer pač smo živeli naprej in še zdaj živi moj brat in mama. Potem tam naprej pa me je pot odpeljala v šolo, v poklicno šolo v Novo mesto, potem nekaj časa sem doma delala pri očetu, ker sva skupaj odprla gostilno, potem pa poroka in naprej. Pač tako življenje teče, otroci, družina in tako dalje. Ja, vaša poklicna pot je bila zelo zanimiva, če ne rečeva zelo pestra, ker zeliščarka niste bili vedno. Ne, moja poklicna pot je res zelo pestra, zelo bogata, bi lahko rekla. Imam 4 poklice, ta zeliščarka je moj zadnji poklic. Kot sem že omenila, prvo je bila poklicna šola in sicer gostinska kuharica, ker je oče rabil doma kuharico, me je pač dal v šolo za kuharico. Včasih ni bilo možnost, da bi si sam zbiral, ampak so starši v velikih primerih po potrebi poslali nekoga v šolo. Pri nas je bilo pač tako. Ko sem šla od doma,
sem se zaposlila v Presadu v računovodstvu. Tam je bilo potrebno dobiti neko znanje, ker samo iz gostinske šole nimaš dovolj za to upravljanje tega dela, in sem šla v ekonomsko šolo. Končala ob delu srednjo ekonomsko šolo. Potem se je pokazala potreba s tem, ko sem šla v druge službe, drugje, prevzela tudi bolj odgovorna delovna mesta kot računovodja, se je pokazala potreba po novih znanjih, sem še naredila 6. stopnjo, tako da sem diplomirani računovodja, in ko sem ostala brez službe, ko me pač več niso rabili mojega znanja, je prišlo pač ta izziv zeliščarstva, in ker imam rada preverjeno znanje, da je moje znanje potrjeno, zato sem šla delati še nacionalno poklicno kvalifikacijo za zeliščarja, tako da so se tako nabrali 4 poklici. No, ko danes nekateri kar ne najdejo izhoda iz svoje situacije, vi ste se prekvalificirali po 36 letih delovne dobe, ne? Po tolikem času službe ste spremenili svoj poklic. Tako je. Jaz ko sem ostala brez službe, je tako nek tak normalen proces, da najprej pride tista jeza in žalost in vse, in sem se po domače povedano 3 mesece smilila sama sebi. Potem pa, ker sem človek akcije in ne vržem puške v koruzo in sem velik optimist, sem začela razmišljati, kaj od svojih hobijev, ki jih ni bilo malo, lahko obrnem v poklicno dejavnost. Pri tem mi je pomagala prijateljica Natalija, ki me je poznala, ki je vedela, da rada mešam čaje, nabiram zelišča, že takrat sem kakšno mažo oziroma mazilo naredila, oljne izvlečke dela, in mi rekla, zakaj ne bi ti šla za zeliščarko, daj pelji to pot naprej, ker si dobra, ker vem, da dobre produkte delaš. No, in tako sem po treznem razmisleku sem pač se odločila za to pot. Ni to kar tako ad hoc, jaz imam rada urejene zadeve, tako da sem tudi registrirala to dejavnost zeliščarstva, seveda pomagali so mi na kmetijski svetovalni službi, najdla sem krasno mentorico, gospo Stanko Pečarič, iskala znanje naprej in tako naprej in tako naprej. Torej, poleg Stanke Pečarič so vam pomagali še drugi mentori, katere ste imeli na tej poti? Na tej poti mi je poleg Stanke Pečarič zelo veliko pomagal in še vedno ga lahko vprašam za nasvet gospod magister Jože Kukman. On je naslednik patra Simona Ašiča, tudi delal je v stiški lekarni samostanski, organiziral je 2-krat letno izobraževanja, 3-dnevna zeliščarska, 1-krat mesečno predavanje zeliščarsko, in vsega tega sem se udeleževala in dobila pri njem ogromno znanja. Mi je pa on vzornik tudi kot človek, ne samo kot zeliščar, ker je izredno plemenit človek, dober, spoštuje ljudi, take kot so, in se mi zdi, da ima tiste vrednote, ki bi jih mogli imeti v splošnem življenju pravzaprav vsi. Kako se pri nas izobražuješ, če želiš postati zeliščar? Je kakšna srednja šola, recimo Pogoj, dokončana, pa potem se to izobražuješ na raznih tečajih preko obrtne zbornice ali drugih organizacij? Kako to poteka, da pridobite potem to izobrazbo? Zdaj, ta izobrazba, nabiranje izobrazbe je pravzaprav prepuščeno vsakemu posamezniku. Nekje ni neke organizirane izobraževanja prav za zeliščar. Dobijo recimo na medicinski šoli, kozmetični tehniki, in tam dobijo nekaj znanja iz farmakognozije, to se pravi iz poznavanja zelišč. To ni tako obsežno, to je bolj površno. Potem so določeni tečaji, nekaj znanja tega dobijo tudi na kmetijskih šolah, ampak to so bolj pridelava zelišč, ne toliko kot zeliščar predelovalec. Tako da je potrebno poiskati vsa ta znanja individualno. Obstaja pa tudi za pridobitev te nacionalne poklicne kvalifikacije zeliščar, se pravi poklica naziva zeliščar, obstaja program, ki je certificiran na nivoju republike in na podlagi katerega opravljajo se preizkusi znanja. In določene ustanove v okviru teh preizkusov tudi organizirajo izobraževanja, ker je zelo pomembno, da resnično ti, ki opravijo ta preizkus, dobijo ta znanja. Je pa to bolj za
zeliščar pridelovalec, ne toliko za predelovalec oziroma za te bolj fine zadeve, bi rekla, v zeliščarstvu. So pa, ne vem, Biotehnični center Naklo, recimo, je že en takih inštitucij, potem vem, da v Črnomlju, ZIK Črnomelj, potem je v Mariboru, na Primorskem, so po Sloveniji posejani ti centri, kjer potem programov opravljajo ta preizkus znanja in nekdo, da lahko dobi naziv zeliščar poklic. Ste to vi sami raziskovali, ko ste se odločali za to pot, ali pri nas recimo lahko na obrtni zbornici ali kje drugje napotijo človeka, ki si izbere to poklicno pot, recimo, da bi postal zeliščar? Kako ste vi prišli do teh informacij, kje pridobiti to izobrazbo? Zdaj za obrtno zbornico pravzaprav ne vem, ker zeliščarstvo ni obrt. Zeliščarstvo spada pod kmetijsko dejavnost in so pospeševalne kmetijske službe in tukaj lahko pomagajo. In sicer, če se odloči za zeliščarstvo kot dopolnilno dejavnost na kmetiji, čeprav zakonodaja v letu 2016, 2017 začetku se je zelo spremenila, tako da je zaostrena, da si lahko zeliščar kot dopolnilna dejavnost na kmetiji samo pridelovalec. Ne smeš predelovati zelišč, ampak jih moraš v osnovni obliki naprej prodati. To so zaostrili, karkoli drugače, če delaš, je treba druga pravna oblika organizacije. Tako da jaz, ko sem se odločala in iskala vse te informacije, mi je resnično največ pomagala ta svetovalna kmetijska služba. Potem sem šla nekaj tudi na obrtni zbornici v Litiji, dobila nekih podatkov, nekaj na davčni upravi. Iz različnih virov sem poiskala informacije, pa tudi na spletu, ves čas sem spleta, tako da sem poiskala in tudi najprej odprla dejavnost kot dopolnilno kmetijsko dejavnost na kmetiji, potem pa, ko nisem več izpolnjevala pogojev, sem mogla kot samostojni podjetnik naprej delovati kot zeliščarka. Gospa Jožica, s seboj ste prinesli tudi nekaj knjig. Katere knjige pa so tista biblija v zeliščarstvu, brez katerih ne gre in kamor še dnevno morda pokukate ali pa si jih poiščete v kakšnih starinarnicah, knjižnicah? S seboj ste jih kar precej prinesli tu na teh dveh kockah, pa tule za nama, malce nama predstavite, in gledalcem seveda, katere knjige so to. Ja, kar nekaj sem jih prinesla, tiste, ki so mogoče, jih največkrat vzamem v roke, vseh nisem mogla, ker ko sem delala ta izpit za NPK, sem jih preštela, takrat jih je bilo 46 zeliščarskih knjig, jih je danes pa že krepko več, ker so prišle nove, našla sem nove. Zdaj zame nekje osnovna je knjiga Patra Simona Ašiča. Tako tudi vidi se, da je zelo že obrabljena, polno ima teh listkov noter, kjer imamo označene rastline. Tudi produkte svoje večinoma delam po njegovih recepturah, razen določen nekaterih, ki sem jih dobila od babic in dedov in na terenu, od starejših ljudi. Potem recimo ta je zelo dobra in ima dost teh informacij noter. Potem naslednja je ta zdravilne rastline priročnik. Ta priročnik je zelo, zelo kvaliteten, lahko se ga malo odpremo in se vidi, da so slike resnično identične, take kot so v naravi. Recimo ranjak, ta rastlina, ki jo tudi danes pijemo v čaju noter, je zelo identična slika, potem se vidi, tako da nekdo, ki začenja, ki še ni tako zelo vešč, si lahko mogoče malo pomaga s tem. S tem, da moramo, ko gremo v naravo s knjigo, gledati, kakšna je oblika listkov, cvetov, barve, vse to je treba poznati, tako da s knjigo se težko naučimo razpoznavati zelišča. Bolje je, če mi dobimo nekoga, ki to že pozna, ampak vendarle je pa dober pripomoček ta knjiga. Naslednja je knjiga zeliščarska Richarda zelena, Vilforta, Vilfort, ja. Tudi zelo, zelo dobra knjiga z dobrimi opisi, z veliko recepti. Tudi ima strupene rastline opisane v tem delu, tako da tudi ta je zelo, zelo uporabna.
tako da te so vedno v rokah. No, na tej strani imam 3 knjige, kjer so zbrani stari recepti naših babic, prednikov. Med njimi so tudi padarske bukve. To so stare knjige, ki jih je pač napisal Andrej Dvoršak, en Slovencev, zbral vse te stara znanja. In mene kot ljubiteljico starin me zanimajo tudi stara znanja, tudi vraževerje, tudi uporaba rastlin v druge namene, ne samo v zdravilne, ker se mi zdi, da je to vse en del te naše ljudske kulture, ki odhaja v pozabo in se mi zdi prav, da jo malo vrnemo nazaj. No, to so 3 knjige, potem pa imam še 2 od svete Hildegarde. To je opatica iz Bingna, ustanoviteljica večjih samostanov. Mene fascinira, da je v svojem obdobju, rojena je 1051-59, tam nekje, bila tako uspešna, ker takrat ženske niso imele veljave, ona je pa pač uspela s svojim znanjem in svojimi sposobnostmi tako zelo, da so jo spoštovali vsi takratni vladarji in jo spraševali tudi za nasvete. Je pa preko svojih videnj pisala, opisovala uporabo zdravilnih rastlin in v velikih primerih to danes znanost potrjuje njene navedbe. Tako da resnično mi je, kot ženska mi je fenomen. To so tukaj na kockah, tukaj so pa še 4 knjige. In sicer leksikon rastlinskih bogastev Petavarja, Tomaž Petavar, ta bi tako rekla za nekoga, ki se resno ukvarja z zelišči, je to že skoraj obvezna knjiga. Notar so opisane vse rastline, ne samo zdravilne, vse njihove lastnosti in če rabimo kakšnih kaj več zvedeti, enostavno gremo pogledati v Petavarjev leksikon. Druga knjiga je Zdravilne rastline na Slovenskem, doktor Katje Gale Toplak. Tudi zelo, zelo dobra knjiga. Veliko rastlin je opisanih, dobro opisanih. Gospa je farmacevt, ki se ukvarja z rastlinami in se mi zdi, da je to tako verodostojno znanje, ker če neko knjigo vzameš v roke, je treba najprej preveriti avtorja, če je verodostojen. Veliko je knjig, kjer se najdejo napake noter, tudi jaz sem enih par najdla takih, ki mogoče ni bil avtor pozoren, ker avtor je verodostojen, je dober, samo slike so pa napačne, recimo repinc, repuh je bila že ena taka zamenjava. In za nekoga, ki gleda sliko, ne gre nabirati ta pravo rastlino. Potem je pa še eden od tuje literature, je pa pater Jovo Marčinkovič, to je pa hrvaški pater, tam nekje kot naš Simon Ašič, knjiga Božja bilna lekarna, se pravi Božja zdravilna lekarna, tudi zelo, zelo dobra knjiga. Meni je pri knjigah všeč to, da je napisana sistemsko, da najprej opiše rastlino, potem pa v sklopu skupaj namene uporabe in produkte iz tega, kaj lahko si nekdo naredi. In ta knjiga je tako napisana, pa še še kakšna knjiga slovenska bi se tudi našla, mogoče Boris Jagodič, njegova je tudi tako zasnovana in take knjige so mi všeč, ker je sistemna in da se lažje znajdeš. Torej, vaša ljubiteljska ljubezen iz mladih let, iz vaše družine je prišla v tako resno zadevo in vsako stvar izpeljete res resno in profesionalno. Na vaši domačiji, kjer se zbirajo ljubitelji zelišč, ob kaminu pripravljate delavnice in tam jih sprejmete tudi v tej obleki in kjerkoli se pojavite, ste v tej obleki in ste tudi to raziskovali. Kaj pomeni ta vaša narodna noša, v kateri se predstavljate po Sloveniji? To je v bistvu, tako bi povedala, ko sem se jaz odločila za pot zeliščarja, sem si v glavi naredila vizijo. To vsakdo, ki se odloči za kakršenkoli posel, mora imeti vizijo, mora imeti cilje. In ko sem se jaz o tem odločala, nisem hotela biti sodobna zeliščarica v nekih kavbojkah in ne vem kaj, ampak ker mi je ljubo staro znanje in vem, se zavedam, da ga je treba ohranjati, sem tudi za svojo zunanjostjo, svojo podobo hotela temu dati ceno. Zato sem še vzela v roke knjige gospe Marije Makarovič, gospa, ki je raziskovala oblačilno kulturo v Sloveniji in med njenimi deli najdla tudi raziskave iz svoje bližnje okolice, tukaj, kjer zdaj živim, to je iz Leskovice, je en del te moje obleke, en del je pa iz Tiha boja, kjer je najdla, zdaj ne vem točno, ali je bil brezrokavnik, ali je bila
bluza. V Tihaboju je pa živel včasih moj oče. In ko sem to pač se odločila, kaj bom dala na sebe, sem se odločila povezati te dva kroja. To mi dela gospa, ki sicer šiva za folklorno skupino Javorje, tako da je avtentično narejeno, brez zadrg, brez zgumbi, tako kot se je včasih šivalo. Je pa to pražnja obleka, ta obleka je recimo za predavanja, kadar sem pa v naravi, tako da gremo se potepati po naravi, takrat pa oblečem delovno obleko. Tam je bilo pa krilo pisano in pač predpasnik malo drugače narejen, tako da je tudi to avtentično. Poleg tega tudi frizura, recimo ta moja kita, ki jo imam, je ravno tako en del te celostne podobe, kakršna naj bi bila, recimo, ki jo predstavljam kot zeliščarka. Torej, brez umetnih popravkov pri frizerju z barvanjem in s kodranjem, tega včasih ni bilo in tako tudi danes drži, ko se pojavljate takole okrog, ne? Ja, tudi včasih so kodrale, to ne smem reči, da niso se kodrale. Včasih so delale veljne, so rekli, železnimi kleščami. Ampak to recimo nekje na kmetih, neka kmečka ženska, zeliščarka tega ni delala. Tam je bila kita, dokler je bila neporočena, so bili lasje razpuščeni, ko se je poročila, si je spletla kito in je nosila kito v pač različnih oblikah. Ali je bila taka spuščena, kot jo imam jaz, ali je bila ovita okrog glave, pač v takih oblikah. Zanimivo. Gospa Jožica, preden si bomo privoščili oglase, pa povejte, kakšen čaj ste nama natočili v to skodelico, med oglasi si ga bova privoščili. Mešanica je kar pisana, kaj ne? Ja, pisana mešanica je, ta čaj je tak za vsak dan, pa zelo malo za prehlad. Notar je ranjak, ki je tak prijeten okus da in po medu ima okus. Potem sem dala smrekove vršičke, posušene. Ti zelo dobro prezračijo, bi rekla, dihala, ker ta smola, ki je v teh smrekovih vršičkih, se zelo dobro razporedi in pomaga pri dihanju. Notar je rman, rman je za želodčne težave, ženska rastlina je rman. Potem sem dodala še popravo meto, da malo zadiši in malček koprive. Skratka, vse, kar lahko najdemo v svoji bližini, če smo le blizu gozda, narave, travnikov, in to ste nabirali med poletnimi meseci, jeseni. Ja, rastline nabiram v času njihove, pač takrat, kadar rabim ti izdel. Te so nabrane v pozni pomladi, poleti, zgodno poletje, takrat, ko pač cvetijo rastline, mislim, kopriva ima lističe noter, smrekovi vršički so spomladi, potem ranjak je tudi spomladi, popravo meto pa lahko skozi celo leto nabiramo. Naberemo jo, preden gre v cvet, jo obrazujemo in se obrašča in jo lahko večkrat naberemo. Tako nabrani so pa ob sončnem vremenu, takrat, ko imajo največ moči v sebi, da so pač zdravilne najbolj. Skratka, za tole najino skodelico, ki si jo bova zdajle privoščili med oglasi, ste delali celo leto. Na zdravje. Na zdravje. Postanite z nami vidni tudi vi. Oglaševanje na ETV. 03 56 57 150. V življenju kmalu spoznaš, da do uspehov ne moreš sam. Da je dobro prisluhniti tudi drugim, tistim skrbno izbranim. Z njihovimi nasveti lahko postaneš boljši, najboljši, pripravljen na vse, kar sledi. S sodobnimi bančnimi, naložbenimi in zavarovalniškimi storitvami na enem mestu. NLB. Za vse, kar sledi. Kdor prej pride, prej pomaga. Hitra in učinkovita avtomobilska asistenca s prijavo asistenčnega primera tudi prek aplikacije. Zavarovalnica Triglav.
Z nami je zeliščarka Jožica Bajc-Pivec, ki nam je predstavila, kako je postala zeliščarka in kaj vse počne. Gospa Jožica, se vam zdi, da se ljudje čedalje bolj vračajo k zdravilnim rastlinam, ker recimo v farmaciji včasih ne zaupajo, tudi draga se jim zdi, se opazi ta porast, vas večkrat poiščejo kot takrat, ko ste začeli pred leti? Ja, opazi se porast zanimanja za zelišče oziroma imam občutek, da se ljudje vračajo v naravo in s tem sočasno se tudi povečuje porast za zeliščarstvo. Tako da več je zanimanja za izobraževanje, več je zanimanja za produkte, tako da se mi zdi, da smo na pravi poti. Kako sodelujete z lokalno skupnostjo, z javnimi zavodi, vas povabijo na kakšne turistične dogodke? Vem, da imate stojnice po Sloveniji, kjer vas lahko opazijo. So bili ti začetki težki ali so vam odprli vrata, povabili k sodelovanju? Ja, moram reči, da se mi zdi, da dobro sodelujem z lokalno skupnostjo. Tukaj bi predvsem poudarila grad Vogenšperk. Z njimi res zelo dobro sodelujem. Ponavadi sem stojnico na vseh teh njihovih prireditvah, kjer pač lahko pridem glede na ostale obveznosti. Potem imamo grajske zeliščarske delavnice, kjer smo vključili znanje zeliščarsko v povezavi z zgodovino. Valvazor vemo, da je opisoval rastline, uporabo rastlin, raziskoval se to področje, tako da smo to povezali v delavnice. Potem na teh lokalnih prireditvah ravno tako z veseljem grem stojnico, kakšno predavanje tudi. V bistvu se udeležujem z veseljem vseh teh, kjer me pač povabijo. No, v slovenskem prostoru ste kar prepoznavni, večkrat ste nastopili v televizijskih oddajah, pa še vas vabijo in še vas bodo, pa me zanima, a je bilo kaj treme pred prvim javnim nastopom, ker vaša prejšnja služba je bila nekaj povsem drugega, kot pa potem ta pot v svet. Ja, moja prejšnja služba je bila med papirji, med številkami, tam nisi imel direktnega kontakta z ljudmi, pravzaprav imel si s sodelavci, znanimi ljudmi. Moram reči, da neke velike treme na svojem prvem nastopu nisem imela. Mogoče zato, ker se mi je zdelo, da obvladam zadevo, da sem ji dorasla, zeliščarstvo imam neizmerno rada in se pripravim vedno na vsak nastop, poiščem vse informacije, ki so možne, pa odločila sem se, da bom poštena pri svojem delu in če nekaj ne vem, pošteno povem, da ne vem. Nihče ni prišel na svet učen. Vse informacije pač treba nekje najdeti in če me nekdo vpraša za neko rastlino, ki je ne poznam oziroma ne vem odgovora, pošteno povem, da ne vem. Tako. No, za svojo dejavnost pa ste nakupili tudi določeno orodje, stroje. Recimo, destilirate tudi olja, eterična olja, ki so danes precej čislana in pa če jih destilirate, katere rastline destilirate? Kako je s tem? Ja, neke hude opreme za zeliščarstvo, pravici povedano, ne rabimo. Rabimo nekaj loncev, nekaj sušilnih aparatur. Zdaj, kako se znajdemo, za sušenje je dobra kmečka peč ali pa kakšni so tudi sodobni sušilniki, sem za začetek se tako da narediti. Res pa je, da jaz rečem, da sem narejena zelo na nos. Zelo vonjam, zelo mi vse diši in posledica tega je tudi moja ljubezen do eteričnih olj. Zato sem kupila destilator v lanskem letu in sicer ne mislim delati velikih količin eteričnih olj, ker zato so potrebne enormne količine rastlin. Eterična olja so tista najfinejša sestavina rastlin, ki je zelo, zelo malo v vsaki rastlini. Me pa zelo zanimajo hidrolati. To so pa stranski produkti proizvodne pridelave eteričnih olj, ki zdaj pridobiva na vrednosti, so zelo uporabni v prehranski industriji, v kozmetiki, za zdravljenje, za masažo. To je ta tekočina na osnovi voda v bistvu, ki se izpari, ki nese sabo
sabo ta eterična olja in ko se to ohladi preko teh hladilnikov, olje plava na vrhu, spodaj ostane ta obokatena voda, to je hidrolat. In z njo si lahko masiramo recimo kože, negujemo kožo, žajbljev destilat recimo je zelo dober za usta, da si popršimo usta, si razkužujemo, cipres in destilat za nego obolele kože, recimo pri bolečinah, in še kup sivk in destilat zelo dobro pomerja, tudi neguje kožo, tako da je v bistvu v to smer me vleče. No, te hidrolate kupujejo ženske, ki same izdelujejo doma razna mazila, vazeline, kreme, pa me zanima, koliko rastline je pa potrebne, da recimo pol litra tega hidrolata, ki ga lahko kupiš v raznih lekarnah, teh trgovinah, koliko rastlin je potrebnih za pol litra tekočine hidrolata? Je zelo različno, odvisno koliko so močne kakšne rastline. Recimo, če gremo mi delati destilirati na Primorsko rožmarin, bo že tam 2-3 kilograme že se bo dobilo tega hidrolata, ampak zdaj vam točno ne morem povedati, ker je različno od rastlin. Tako. Je pa bi opozorila še, te hidrolati se uporabljajo recimo pri kremah. Mazila nimajo vodnih sestavin, imajo samo maščobo, to so mazila, in če dodamo recimo karkoli na osnovi vode, potem moramo dodati konzervans. Potem se mazila in kreme razlikujejo. Gospa Jožica, pripravljate čajne mešanice, po katerih pa ljudje najbolj povprašujejo, oziroma katera je tista rastlina, ki ne sme manjkati ponavadi v čaju, pravem čaju, dobrem domačem čaju? Ja, zdaj teh rastlin je kar nekaj. Zdaj odvisno za kakšno težavo pripravljamo čajno mešanico. Zdaj, če je neka splošna, za vsak dan je ranjak ta prava izbira. Kakšni smrekovi vršički, kopriva, arman, trpotec recimo, potem trobentice, violice, ki bojo zale cvetovi. To so neke take rastline, melisa recimo tudi za pomerjanje. To so rastline, ki jih lahko dodajamo v vsako čajno mešanico. Lahko dodamo tudi malo bezga. Bezek je ta ena krasna rastlina, ki, če ga dodamo čajni mešanici, nam da okus sladkosti. Ker zeliščnih čajev praviloma nikoli ne sladimo, razen prehladne čaje, te pa sladimo z medom. Vse ostalo pa pijemo brez sladkorja, in če nam je pregrenko, oziroma če nam okus ne odgovarja, dodamo par cvetkov bezga noter in je čaj lepo diši in ima sladkost okus. Ste pa tudi kar hudi na ljudi, oziroma jim svetujete, kako se je treba obnašati, ko rastlina cveti, da ne bi potrgali prav vseh cvetov. To je zelo pomembno, ne? Ja, se strinjam, in se mi zdi, da kot zeliščarka sem dolžna tudi ozaveščati ljudi. Ni dovolj, da jaz samo naučim rastline nabrati in jih razpoznati. Zelo, zelo pomembno je, da zeliščarji tudi varujemo naravo, ker če bomo danes vse potrgali, pobrali, jutri ne bomo imeli več nič v naravi. To je ne samo, da je škoda za nas, zeliščarje, škoda je tudi za celotno naravo, ker vse rastline so med seboj povezane, vse eno drugo dopolnjujejo, in če ena zgine, nekaj manjka. Nekje en člen v verigi se strga. Zato je pomembno, da resnično skrbimo, da ohranjamo rastline. Recimo imamo izkušnje, ker se je arnika čisti iz ropala, je več ni, potem je tukaj encijan, oziroma košutnik, in še cel tavžentroža je že na tej poti, da bi skoraj umrla. Tako da se mi zdi, da je resnično zelo, zelo pomembno, da ko gremo nabirati rastline, da se zavedamo, da jih moramo pustiti za naprej. Prva stvar je, moramo rastline poznati, ne samo vizualno, ampak tudi kako se razmnožuje, kakšen je njen življenjski cikel. Ker če mi imamo neko rastlino, ki se razmnožuje s korenikami, in da mi rabimo nadzemni del tega, lahko porežemo, ker bo korenina šla naprej in se bo razmnoževala. Če imamo pa na primer tako, ko imamo pri tavžentroži razmnoževanje s semenom, pa moramo pustiti en del cvetja, da se bo seme naredilo, da bo tvorila seme in da se bo posejala, da bomo lahko naslednje leto nabrali. Ravno tako je arnika.
Arnika je recimo dvoletnica. Naredi 2 do 3 cvetove na enem steblu in če mi tu vse osmukamo, ne bo več rastline. Pomembno je, da odrežemo samo en cvet, oziroma še boljš, ko jaz grem nabirati arniko, vzamem sabo kozarček, ta navaden steklen kozarček s pokrovom, drugo zraven steklenico žganja, tropinovca, ki je za tinkture, in osmukam samo venčne liste, od arnike jih dam v kozarec in takoj zalijem z žganjem, tako da tinkturo delam na mestu. Pustim tisto osemenje tam, seme bo dozorelo in se bo lahko posejala. Arnika je dvoletnica, prvo leto naredi samo rozeto na tleh, tako široke liste ima, bolj temno zelene, naslednje leto pa požene steblo in s cvetovi. To je treba vse vedeti in poznati, zeliščar to mora poznati, rastline mora poznati v vsej njihovi rastni dobi, se pravi od semena do poganka, do cvetoče rastline in potem, ko propade, do tistega posušenega ostanka, da ve, kako rastlina živi in kakšna je njena pot. A vi to predstavite udeležencem na vaših delavnicah, je osnova za delo naprej, ne, za bodoče ravnanje? Seveda, na svojih delavnicah ljudi spoznavam, naučim poznati rastline in ravno tako jim predstavim rastline, kako jih uporabljati in kako skrbeti za nje, ne? Pravilno nabrati. Da bodo ostale še našim otrokom in vnukom, pa še naprej. Zato, mislim, je zdaj ta nabiralništvo je zelo v porastu in ljudje nabirajo kar precej vse in me malo skrbi, da ne bi prišlo da se ne bi to izrodilo v napačno smer, da res izropamo vso naravo. Kot izumirajo živali, izumirajo tudi rastline. Tako. Gospa Jožica, kaj počnete, ko niste zeliščarka? Kam potujete? Imate, torej, hobiji so že bili omenjeni. Kaj počnete, da si nekako napolnite energijo, da dobite nove izzive? Moje izzivi so knjige. Jaz neskončno rada berem in kadarkoli imam minuto časa, vzamem v roke knjigo ali pa grem kam v naravo, na sprehod ali se kam zapeljeva z možem tudi kam v naravo, tako da kam dlje, da malo, pač vse je nekako povezano z naravo, vse je povezano s temi mojo dejavnostjo. Na dopust hodva na en program, ker ne maram poležavanje na dopustu, med dopustom pač en tak, kako bi rekla, aktiven program, kjer so razne delavnice, razna izobraževanja. Malo me vleče tudi v alternativo, tudi te zadeve me zanimajo, ker vse je iz narave, vse kristali, recimo, so moja velika ljubezen, tudi en del narave, tako da resnično kar nekaj hobijo je. Tudi ste tudi mama, kot sem dejala, pa babica. Ste svoje otroka navdušili za vašo dejavnost? Kako sta gledala na vas, ko ste se s tem ukvarjali? Vam pomaga pri tem tudi mož mogoče? Ja, imam 2 otroka, in sicer sina Daniela in hčerko Vanjo. Oba sta že samostojni osebnosti, odrasla v službi, živita svoje življenje, pač pri zeliščarstvu mi ne pomagata, ker sta že prej odšla po svetu, predno sem se začela jaz tu profesionalno ukvarjati z zeliščarstvom. Je pa res, da od začetka jim je bilo tudi tako malo, ne? Kot je vsakem še par let, 10 let nazaj, se je zdelo ljudem, da to zelišča pa niso, ne? Je bila pa lekarna pa tudi ta prvo. Čeprav moram potem poudariti, da je pomembno, če so resne težave, pa je treba iti k zdravniku in poiskati pomoč. No, začetka čaj sta že pila, kakšne večji drugi produkti pa so se jima zdeli tako malo, kaj pa vem, no. Ampak zadnje čase pa spoštujeta moje delo, tudi uporabljata za svoje potrebe, moje pripravke, tako da cenita to moje delo. Žal sta vsak v svojem poklicu, uspešna, moram reči,
Tako da za naslednika ne vem, bo ali pač ne bo, s tem se ne obremenjujem, jaz živim svoje življenje, svoj hobi, svoje veselje, dokler bo pač šlo, bo šlo, če bo nekdo za menoj prav, če pa ne, pa pač bo tako, kot bo. Pri tem delu mi zelo veliko pomaga moj mož, moram reči, da se zelo, zelo lepo dopolnjujeva, izredno me podpira pri mojem delu, tudi karkoli si izmislim, da bi rada imela, to zelo malo mi realizira, v resniči, pomaga mi nabirati, pravzaprav ne toliko nabirati, ampak bolj čistiti. Pri čiščenju mi pomaga mi pri organizaciji delavnice, kjer on prevzeme kuhno, jaz pa svoj del, tako da pri nas, jaz rečem v šali, da imava delo razdeljeno, jaz govorim, on pa dela. Tako da na tak način. In koliko let se torej že ukvarjate s tem in poklicno in koliko se še boste? Ja, poklicno se ukvarjam to od leta 2006, mislim, da je bilo, no, v glavnem zdaj 10-12 let. Ukvarjala se bom, dokler mi bo zdravje dopuščalo, dokler bo pač veselje mi tega, mislim, da mi ne bo zmanjkalo. Sploh ne planiram koncev pa ukvarjanja s tem. Tudi ko bo prišla upokojitev, ne? Boste kar nadaljevali? Ja, bom nadaljevala, poiskala tako pravno formalno obliko, da mi bo dopuščala to delo, ker se mi zdi, da sem si v tem času nabrala toliko znanja, toliko vedenja, da je škoda, da ga ne delim med ljudi, ker neko znanje, ki ga imaš ti samo v sebi in ga ne deliš z ljudmi, je brez veze, je brez vrednosti, nima nobene vrednosti. Ne? Prav iz tega vidika me včasih kar malo zapeče, bi rekla, če srečam nekoga, ki noče povedati svojih receptur, ki noče deliti svojega znanja, ker to je izgubljeno znanje. Ne? Ob tem se vedno spomnim na mojo mentorico Stanko Pečaričevo gospo, ki mi je za poklone dala vse svoje recepte, kar je zbirala dolga leta, in ko se jaz pogovarjam z ljudmi, recepte za isto ceno dajem naprej, ker se mi zdi, tudi če delamo medve, eno mazilo ali pa en produkt iz enakih rastlin ne bosta enaka. Ker vsak da svojo energijo v svoj produkt. Moj bo pač z mojo energijo, vaš z vašo energijo in učinkoval bo pač tako, kot bo učinkoval. Gospa Jožica, bi za konec najinega pogovora dali še našim gledalkam ali gledalcem kakšen napotek v zvezi s tem, da naj prisluhnejo sebi pa naravi, naj se obrnejo po pomoč k naravi. Kakšna bi bila vaša zaključna misel? Ja, tako bi rekla, da treba je najprej poslušati sebe. In če sebe poslušamo, nas bo narava poklicala, gremo v naravo na sprehod. Zelo, zelo dobro je, če si včasih usedemo pod kakšno drevo, lahko ga tudi objamemo, lahko povonjamo rastlino. Vse to nam, ne samo na fizičnem nivoju, tudi na duševnem nivoju nas napolni, nam da novo energijo, novo zdravje, novo voljo do življenja. Ker se mi zdi, da so zdaj precej težki časi okrog nas in v naravi se da najdeti smisel in neko, kako bi rekla, vizijo poiskati za naprej. Gospa Jožica, hvala za obisk v našem studiu. Pri vašem delu, zbiranju, konjičkih, branju in vsem, kar počnete, vam želim še naprej veliko uspeha, srečno pot in res hvala. Vam, drage gledalke in gledalci, pa hvala za pozornost in vabljeni k naravi in v naravo. Hvala lepa. ETI je vodilni svetovni proizvajalec rešitev za stanovanjske, poslovne in industrijske električne inštalacije, distributor električne energije za nizko in srednjo napetost ter močnostno elektroniko in polprevodnike. Poleg tega proizvaja tudi izdelke tehnične keramike, orodja in naprave ter izdelke iz plastike in tehnične gume. Sedež podjetja ETI je lociran v centralnem delu Slovenije, v Izlakah. Ker živimo v stičišču različnih kultur, lahko razumemo pričakovanja ter prepoznamo želje strank iz različnih držav. Smo zanesljiv mednarodni poslovni partner. Pomemben del naše strategije je internacionalizacija, kar smo dosegli z ustanovitvijo naših hčerinskih podjetij.
Prisotni smo v Bosni in Hercegovini, Srbiji, na Slovaškem, Nemčiji, Ukrajini, Litvi in Rusiji. Naše proizvode uspešno tržimo v več kot 60 državah po celem svetu. Naša več kot 50-letna tradicija v kombinaciji z dolgoletnimi izkušnjami in našim lastnim znanjem nam prinaša stabilnost in nam omogoča varno poslovanje v prihodnosti.